Predno sem prišel za župnika v Kočevje, sem bil župnik v Cerkljah ob Krki in tam je tudi ena vas, kjer je več Romov. In zmerom sem želel nekako vzpostaviti stik z njimi tudi s kakšno romsko besedo. Meni se zdelo tudi tako imenitno. Ne? Oni so mene vse razumeli, jaz njih nisem razumel, ne? Če so govorili po romsko. Ne? Rad bi jim kdaj kako besedo v njihovem jeziku povedal, pa smo skupaj prevedli recimo 10 božjih zapovedi. Ne? Oni, Romi, romski otroci in jaz smo skupaj prevedli 10 božjih zapovedi in se jih naučili in meni je bilo to silno imenitno, da smo jih lahko ponavljali tudi v romskem jeziku. No, potem sem prišel za župnika v Kočevje in tam imamo tudi posebno v Željah, veliko naseljino Romov. Z veseljem pozdravim med nami tudi gospod Mileno Markovski, tam na levi strani, ki veliko dobrega naredi za romske otroke oziroma z romskimi otroki dobesedno živi, ker je mežnarica v tej podružni cerkvi Želje. No in tako mi je prišla misel, kako bi mi pri verouku za te romske otroke lahko morda vsaj kakšne zgodbe Svetega pisma uporabljali. No in to mi je nekako prebudilo željo, da bi prevedli nekaj in smo se lotili najprej nekega prevoda neke danske izdaje in smo na tem že zelo veliko delali. Gospod Rajko, res vsakemu čast, strokovnjak za slovenski in romski jezik in smo to dobro naredili, na kar žal nismo dobili pravice za izdajo. No, potem pa sva postopila pogovor z gospodom Rodetom in tako se je sovpadala vaša priprava slovenskega prevoda in pa naša potreba, da izdamo vendar nekaj v romskem jeziku. No, in tako je prišlo do tega, Bogu hvala. In na kakšen odziv ste naredili s prevodom pri romskih otrocih? Sedaj ste ga gotovo že prebirali. Ja, moram reči, da romski otroci večinoma še ne vedo za njega. To je zdaj sveža izdaja in mi smo začeli verouk po včeraj, ne? Ja. Tako da zdaj oni, naslednji ponedeljek bo to prišel ven, tako da zdaj otroka, zdaj veste, Bog pomaga in med počitnicami, tako da otrok ni pri verouku, samih pa še nisem tako obiskoval, da bi jim kar delil, ne, mora biti neka taka ugledna predstavitev pri maši. Tako, ja, gospodu ste pa zasledili koordinator za pastoralo Romov, gospod Peter Popotec je tudi med drugim za družino povedal, da je pri katehezah že prebiral in da pač Romi sedaj to poslušajo v svojem maternem jeziku in je zelo dober odziv. Ja, to je, jaz mislim, da je to nekaj podobnega, veste, kakor morda v malo manjšem smislu, ampak gotovo čustveno pa isto, kakor takrat, ko sta prišla v naše kraje sveta brata Ciril in Metod s svetimi knjigami, prevedenimi v slovanski jezik. Ne? To je to in jaz mislim, da je to izredno pomembno za rast romske kulturne identitete. Ne? Jaz sem namreč opazil nek zanimiv pojav. Če sem jaz poskušal kaj v romskem jeziku, kako stvar, nekateri otroci so me ogledali, nekateri pa kakor da bi jih bilo malo sram, ne? Kakor da romski jezik ni primerno orodje za ta besedila, ne? Kakor da bi se malo sramovali svojega jezika. In to me je bolelo, ne? Ker to ni dobro, ne? Ti moraš biti na svoj jezik in svojo kulturo ponosen. In ravno s tem se mi zdi, da bomo naredili korak naprej, ne? Kot smo mi, ne vem, se vemo vsi, mnogi Slovenci, verjetno pred 200 leti, ali so imeli vtis, da slovenski jezik ni primeren jezik za izražanje visokokulturnih vsebin. Prešeren je to in še mnogi drugi, ne, pozneje so to zavrnili, ne. Se pravi, nekje ukorenjena občutek manj vrednosti, ki pa izgineva, ko ti vidiš, da bereš besedila v
v svojem jeziku, da v svojem jeziku govoriš, pričuješ, oznaš. Hvala lepa. Gospod Šajnovič, zdaj bi vas pa prosila, če nam en odlomek preberete še v romskem jeziku, tako da slišim. Če lahko en odlomek preberete, da se prosila v romščini. Gospodarstvo. Ja, lepo. Jaz sem Gospod Rajko, glede na to, da ste se vi za to zelo trudil, bi bil vesel, če ostanete in se ostanete tako, da vas bodo vsi videli. Ne moramo ostati na krišni bili. To je,